Živijo v novem vlogu, mi smo glih kar se skrbeli z vodo, so tukaj v tej vasi videla eno pipo, kamor so vsi domačini hodili z velikimi kanistri vode, tako da so se vprašala, če je pitna in so rekli, da ja. Tako da imamo zdaj že domačo maroško vodo, zdaj gremo pa naprej proti vzhodu. Ja, danes moramo do ene vasi oziroma do enega malo večjega mesta. Tam bo šla na agencijo oziroma na poslovalnico od enega drugega ponudnika za SIM kartico oziroma za internet, zaradi tega, ker naj bi imel nekoliko bolj ugodne podatke. Sicer ima malo slabšo pokritost, ampak bo računala, da bo pol, ker bo imela pokritost od tega cenejšega, bo pol vsem tega uporabljala in upava, da dobiva kaj. No, včeraj smo potem dobili tisto SIM kartico za 30 € oziroma malo manj, imamo zdaj neomejen internet za en mesec, kar nama bo res kar prav prišlo, ker že za vloge gre ful interneta, ko se nalaga na YouTube in tudi za delo in vse ostalo, no, tako da ja, sva kar zadovoljna, čeprav je to neka posebna ponudba, ki baje traja samo en mesec, tako da bomo videli, če bo naslednji mesec tudi, ampak kakorkoli, no, ta mesec nam bo vsem prav prišlo. Ja, smo pa danes zjutraj se pol še kopali tukaj na tem prostoru in kar uživali, voda je res topla in je bilo res fajn, tako da šele zdaj popoldne gremo naprej. Najprej gremo do enega otočka pogledati, v bistvu je spet to en izmed španskih otokov, gor so neke utrdbe oziroma ne veva še čisto točno, kako izgleda, bomo videli, ampak verjetno bo tudi zanimiv. Pa bomo pa počasi obrnili proti jugu Maroka in spremenili smer. Peñón de Alhucemas leži vzhodno od mesta Al Hoceima. V resnici gre za arhipelag 3 otočkov, ki so pod špansko oblastjo vse od leta 1559. Takrat je območje današnjega Maroka pripadalo sultanatu Sadi, ki je vse 3 otočke prepustil Španiji v zameno za njihovo pomoč v obrambi proti otomanski vojski. Leta 1956 se je Maroku uspelo osamosvojiti od francoskega in španskega protektorata. Vse od osamosvojitve pa traja spor glede lastništva teh in vseh ostalih španskih otokov ob maroški obali. Ko smo zapuščali gorovje Rif, so plantaže konoplje počasi zamenjali neskončni nasadi oljk. Maroko je drugi največji proizvajalec olivnega olja na območju Severne Afrike in Bližnjega vzhoda, saj se na seznamu nahaja le za prvouvrščeno Tunizijo. V lanskem letu so iztisnili kar 217 milijonov litrov te tekoče dobrine in s tem osvojili naslov 9. največjega proizvajalca olivnega olja na svetu.
Včeraj smo pol prevozili mičken manj, kot smo sprva načrtovali. V bistvu sva s ceste zagledala eno suho rečno strugo, kamor je šel kar to po redu kolovoz, tako da smo pol kar tam prespali. In je bilo res fajn, bil je mir, srečali smo ene par domačinov, samo ko so šli mimo, ampak so nam vsi pomahali, tako da smo se dobrodošli počutili. Danes smo pa že na poti naprej proti jugu. Ta plac nama je toliko všeč, da sva se odločila še en dan tle ostati, ker zadnji dnevi so bili kar naporni, tako da nam čisto paše biti en dan na mestu. Lepo sva spet v viseči mreži uživala, pa skuhala sva si oziroma spekla perutničke zunaj. Pa tako, no, res je kar fajn pa temi borovci in kar uživamo. Tako da ja, to je to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem.